Evo, dobra novica. iPhone ni treba več kriviti, ker imamo tukaj telefon, kjer so to naredili že v tovarni. Ja, dobro, to je res. Je ukrivljen, evo, to vidimo, ampak čemu to služi? Zakaj? Ja, to je zelo inovativna tehnologija, ki odpira neštete možnosti uporabe. Dobro, očitno bomo danes govorili o inovativnih inovacijah, ki pač čakajo na inovativne uporabnike, da bojo pogruntali, čemu to služi. Ja, zadnje dni preizkušamo tale Samsungov Galaxy Note Edge. To je telefon, ki ima na eni strani ukrivljen zaslon in v bistvu to razdeli zaslon na nekako dva dela. Ta ob strani je tak, da imaš v bistvu neke bližnjice ali pa hitra obvestila in podobne stvari. Se pa spet sprašujemo pri tej zadevi, kakšna je dejanska uporabnost, ker se zdi, kot da so pač neko tehnično inovacijo vgradili v telefon, niso pa dobro premislili, kaj se dejansko z njo da početi. Ker tukaj problem je v tem namreč, da ta zadeva podpira določene aplikacije, jo podpirajo, recimo fotoaparat ali pa mogoče video predvajalnik, pa to drugajo pa ne. V YouTubeu že ni teh komand tam na vrhu, ki jih da video predvajalnik od Samsunga in tako naprej. Tako da se mi zdi, če bi to recimo nekdo naredil, da bi podporo za tak zaslon vgradil v sam sistem, da bi povsod To to delovalo, da bi se recimo mogoče tudi tukaj pri tem konkretnem Androidnem modelu znebel tega zgornjega obvestilnega okna in bi ga pač odprl od strani. Kar Da ne bi dela. to, ja, da bi bila to recimo neka sprememba od tistega, kar poznamo, bi bilo to res lahko kar zanimivo, intrigantno. Ampak tako, ko pa ni neke silne uporabne vrednosti, se nam pa zdi to malo odveč skoraj. Pa ta pomislek smo imeli že lani v Barceloni, kjer je Samsung sploh predstavil ta telefon in ko smo to prijeli v roke in smo videli, da to tako dela, pa sama ideja se je zdela zanimiva, ampak že takrat smo se spraševali, dobro, vprašanje pa je, kako se bo to obneslo pri uporabi. Še zlasti zaradi tega, ker pri takih inovacijah se zelo vidi ta omejitev Androida, ki je enostavno preveč kaotičen. Toliko obstaja enih standardov velikosti aplikacij, pa tega, da praktično noben ne more razvijati aplikacije, ki bojo podpirale vse, kar se en takle inovativen izdelek spomne. No, in pa podoben problem je pa tudi pri drugih takih zadevah. Prej smo videli že ukrivljen telefon od LG, zdaj pričakujemo v kratkem novo različico tega telefona. Isto je tudi pri ukrivljenih TV-jih, ki tako izgledajo kar zanimivi, ampak pol v praksi pa vidimo, da Bi rabil 3. bi rabil 3, da bi bilo kaj učinka iz njih. Ja, ampak tako doma niti ni prostora, niti ni denarja, da bi si lahko to postavil. In zaradi tega je pol tukaj, kar že ugotavlja več teh dogodkov, da res obstajajo te inovativnosti, res samo zaradi tega, da se majčkeno ločijo od tekmecev in da na koncu upajo, da se bo nekaj od tega nekako prijel. Ja, kar nekako proizvajalci upajo, da bodo nekdo ali tisti, ki pišejo aplikacije, ali da bodo, ne vem kdo, nekaj prinesel noter, kar bo potem neka edinstvena Ja, uporabnost. briljantna nova ideja, ki se Ja. bo nek pojavila, ampak drugače pa v glavnem tako. Dobro, vemo, da je že Steve Jobs je bil mojster tega, da je na predstavitvah izpostavil natanko tisto funkcijo, ki so jo Appleovi izdelki imeli in to je tako krasno izgledalo in zdaj, koliko je bilo uporabno, je drugo vprašanje, ampak te pa še tega ne znajo, no. Ja. Nažalost. Ko prideš na take zelo bombastične predstavitve Samsunga, LG-ja, HTC in podobnih, ki imajo pol tako eno funkcijo na 15 minut, pa na 3 take živine, ki pridejo to predstavljati in samo tole je ukrivljeno, je fino, je novo, je drugače kot vsi drugi. In Ja, bolj kot ja. je to. No, čeprav zdaj pa recimo zadnji dni beremo, da tudi Apple konec koncev ne ve čisto dobro, kaj bi s pametno uro. Kaj bi dal noter? Ja, kaj v bistvu, kaj je tista lastnost ure, zaradi česa bi jo res morali imeti. Ja, zdaj je vrgul ta health. Kaj počne druga, kot počne že telefon, ki ga imamo v žepu in smo v bistvu ves čas samo 2 sekundi stran od tega, da ga vzamemo ven in ga imamo pred očmi. In da ne pozabimo tega, da te pametne ure večinoma v momentu, ko izključiš telefon ali pa ga tako skriješ nekam, So neuporabne. postanejo Ja. neuporabne ure, ker v resnici so to samo neki taki ročni obvestilniki stvari,
ki se dogajajo na telefonu. Kakšne še niti dejansko časa ne kažejo, ko je telefon stran, ja, ko ni povezave. Dobro, pa mogoče še ena podobna stvar, so bili tudi Windows 8, tam je Microsoft je šel na to, da bodo imeli vsi računalniki zaslon na dotik in je si izmislil ta vmesnik s ploščicami, podoben kot na telefonu, in je tudi spet računal, da bodo kar preletele aplikacije gor, ki bodo to znali izkoristiti, da bodo kar naenkrat na voljo, pa da bodo ljudje kupovali take prenosnike. Nič od tega se ni uresničilo, prenosnikov ni bilo, vsi, ki so to videli na navadnih računalnikih, so zasovražili ta vmesnik, tako da je bila spet ena taka... Ker z miško se tega skoraj ne da uporabljati, oziroma je čisto neuporaben. V bistvu spet stran vržena energija vseh, ki so to razvijali pravzaprav. In verjetno v Windowsih 10 vprašanje, če bomo še videli. Ja, je še malo tam v tistem meniju start, je še malo zametkov tega. Ampak bo pa bolj skrito, kot je izpostavljeno. Zato, ker 8 pa se veste, ni bilo mogoče videti spota s predstavitev novega sistema, kjer ne bi nekdo šlatil v takle kockice. In iskreno upava, da bova v naslednji oddaji, ki se bo najverjetneje zgodila iz Barcelone. Ja, čez 14 dni, v bistvu čez dober teden se začne tam sejem mobilne telefonije in tam upava, da bo mogoče kdo pokazal kakšne boljše uporabe takih inovativnih pristopov. Drugače bo pa pač prikazala nove naprave, ki so inovativne, zato ker so inovativne. Ja.